Po besedah vodje sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so policisti z zbiranjem obvestil ugotovili, da se je usodne noči kmalu po zaprtju lokala na Vodnikovem trgu na cesti, ki je v neposredni bližini, ustavilo vozilo, v katerega je vstopalo 9 ljudi. V tem času se je za to vozilo pripeljalo še eno vozilo, v katerem je bilo 5 moških, ki zaradi prvega avtomobila niso mogli nadaljevati svoje poti. Pri tem je med njimi prišlo najprej do verbalnega spora, ki je pa v nadaljevanju prerasel v vsesplošni napad in tudi pretep. V napad, se pravi teh oseb, se je vključila tudi skupina 3 oseb, ki je bila takrat v neposredni bližini pri tistem, se pravi, kiosku za hitro prehrano. In v tej skupini se je tudi nahajal kasneje posebno hudo telesno poškodovan moški. Napadeni so se med pretepom branili, z napadalci tudi pretepali, vendar kmalu zatem razbežali po okolici. V času, ko je napad še trajal, je v neposredni bližini obležal tudi moški iz okolice Maribora, ki sta ga ležečega na kraju opazila 2 očividca, mu nudila prvo pomoč in obvestila reševalce. Preiskava oziroma, se pravi, ta prva zbrana obvestila in dokazi so nesporno kazali, da je potrebno preiskavo voditi v 2 smerih. Eno je kaznivo dejanje nasilništva in tudi kaznivo dejanje posebno hude telesne poškodbe, ki je, kot veste, v nadaljevanju generiralo tudi v to, da je poškodovani v bolnišnici umrl. Policija je do zdaj zaključila en del preiskave, ki se nanaša na kaznivo dejanje nasilništva. Tako so kriminalisti 17. januarja k preiskovalnemu sodniku privedli 3 osumljence, stare 28, 34 in 44 let, ki so utemeljeno osumljeni, da so v sostorilstvu s še 4 moškimi izvršili očitano jim kaznivo dejanje, kaznivega dejanja nasilništva po 299. členu Kazenskega zakonika. Policija je v času preiskave opravila več 100 razgovorov z različnimi osebami. Pri tem so policisti zasegli več različnih predmetov in izvedli celo nekaj poligrafskih testiranj. Smo že z temi osumljeni, ki smo jih obdelali, bom rekel, že z njimi zasegli, se pravi, njim zasegli toliko predmetov, da enostavno jih treba vrednotiti in nikakor se ne bi upal trditi oziroma celo prejudicirati, ne? Se pravi, kdo izmed teh ali drugih oseb je pa vendarle povzročil. Domnevam pa, da je bila to ena oseba. Ne. Preiskavo policije je dodatno oviralo dejstvo, da so priče pretepa z informacijami izjemno skope. Prav zaradi tega policija še nima popolnoma jasne slike dogodka. Prav to je razlog, da nihče izmed 3 priprtih še ni osumljen povzročitve izjemno hude poškodbe, ki je generirala v smrt. Pričakoval bi, da če se na nekem kraju nahaja toliko ljudi, pri katerem je nekdo, bom rekel, tako hudo telesno poškodovan, da umre, da enostavno bomo dobili dokaj jasno sliko, vendar te v tem primeru ni bilo. Policija je tako po več kot 10 dnevih le postregla s konkretnejšimi informacijami o množičnem pretepu, ki se je tukaj za menoj za 25-letnika končal tragično. Smo pa neuradno izvedeli, da naj bi med 3 pridržanimi bil domnevni zunanji sodelavec časnika Večer, ki je za Večer organiziral več družabnih dogodkov.